Dobrodošli na spletnem predavanju Prehrana za možgane. V Tehnoparku Celje v tem tednu namreč izvajamo dogodek Neuro, teden možganov. V sklopu tega dogodka pa smo pripravili tudi predavanje, saj menimo, da je prehrana ključna za delovanje možganov. Za izvedbo tega predavanja se zahvaljujemo Zali Linček za predajo svojega znanja. Samo predavanje pa bom vodila Aneja Tahirović, magistrica laboratorijske biomedicine in zaposlena v Tehnoparku Celje. Cilj današnjega predavanja je, da vam na kratko predstavimo prehrano, ki je ključna za optimalno delovanje možganov. Naši možgani namreč delujejo ves čas, nadzorujejo vse telesne funkcije, zato je ključno, da za njih konstantno pravilno skrbimo. Številne študije kažejo, da lahko prehranski status direktno vpliva na miselno kapaciteto. Na primer, pomanjkanje železa lahko negativno vpliva na razumevanje in pridobivanje znanja. Tudi pomanjkanje vitaminov in mineralov vpliva na slabšo koncentracijo posameznikov. Urejena prehrana torej vpliva na boljše počutje in vsesplošno zdravje. Posledično pomeni to tudi manj bolezni. Študije so pokazale, da se bolj kvalitetna, uravnotežena dieta povezuje z izboljšanimi kognitivnimi lastnostmi. Pa če kar začnemo s hrano. Prvo imamo jagodičevje. To so na primer borovnice, jagode, robide, maline. Jagodičevje ima visoko vsebnost flavonoidov, še posebej antocianinov. To so rastlinski pigmenti, ki naj bi izboljševali miselno sposobnost s tem, da povečajo pretok krvi v možgane. Tako se izboljšajo tudi določene signalne poti, ki spodbujajo proizvodnjo živčnih celic in celične procese, ki sodelujejo pri učenju in spominu. Pomagali naj bi tudi pri zaščiti možganov pred prostimi radikali in zmanjševali možnost za razvoj demence. Tudi citrusi so podobno kot jagodičevje bogati s flavonoidi. Le-ti olajšajo učenje in izboljšujejo spomin. Študije pitja pomarančnega soka so pokazali, da je le-ta povečal pretok krvi v možgane. Vendar kljub temu, da je sok veliko bolj koncentriran, pa se vseeno priporoča uživanje celotnega sadeža. V sadju je sladkor ujet v celicah in obdan s prehranskimi vlakninami. Le-te poskrbijo, da se sladkor v kri sprošča počasneje. Boljša izbira kot sadni sok ali smuti je torej cel sadež, ki te hkrati tudi bolj nasiti. Citrusi, predvsem pomaranče, pa imajo tudi visoko vsebnost vitamina C, ki je ključni faktor pri preprečevanju miselnega upada in podpira zdravje možganov. Vnos zelenjave se že na splošno povezuje z boljšo možgansko funkcijo in nasploh boljšim zdravjem. Rdeča, zelena in oranžna zelenjava, kot so recimo paprika, korenček, brokoli, vsebujejo veliko različnih komponent, ki vplivajo na zdravje. Med drugimi tudi karotenoidne pigmente, ki izboljšujejo miselno zmogljivost. Karotenoida, lutein in zeaksantin se kopičita v mrežnici. To kopičenje se imenuje optična gostota makularnega pigmenta ali MPOD. Nižje vrednosti MPOD so povezane s slabšim spominom in slabšim reakcijskim časom. Zelenjava, najbogatejša z luteinom in zeaksantinom, je ohrovt, špinača, grah, solata, korenje, brokoli in paprika. Boljšemu spominu pripomore tudi vitamin K, ki se nahaja v temnozeleni zelenjavi. Ampak opozorilo, vitamin K sodeluje tudi v procesih strjevanja krvi, tako da pretirano uživanje temne zelenjave se odsvetuje vsem, ki imajo težave na tem področju. Rdeča pesa. Rdeča pesa je bogata z nitrati, ki jih telo spremeni v molekule dušikovega oksida. To igra pomembno vlogo pri komunikaciji živčnih celic v krvnem obtoku in v sami možganski funkciji.
Uživanje rdeče pese je torej direktno povezano z izboljšanjem možganske funkcije. To so potrdili tudi s študijami. Ena študija je bila takšna, da je 24 odraslih pilo 150 ml soka rdeče pese. Povišala se jim je koncentracija nitrata v krvi, izboljšal se je reakcijski čas na miselnih testih. Izvedli so tudi študijo na 40 odraslih, ki so pili 450 ml soka. Izboljšal se je pretok krvi v možgane, boljši so bili tudi rezultati v testu odštevanja. Se pravi, svoj vnos nitratov lahko torej zvišamo z uživanjem pese pri obrokih ali s pitjem soka. Prav tako pomembni so oreški, saj so bogati s hranili, ki so pomembni za zdravje možganov, predvsem vitaminom E in cinkom. Predstavljajo koncentriran vir maščob, proteinov in prehranskih vlaknin in so tudi odlična ideja za prigrizek. Študija, izvedena na študentih, je pokazala izboljšanje v interpretaciji verbalnih informacij, ko so ti v svojo prehrano za 8 tednov dodali orehe. Izvedeli so tudi študijo na 15.000 ženskah, ki je pokazala, da imajo tiste, ki uživajo 5 porcij oreškov na teden, boljše splošno duševno zdravje. Kot oreške se lahko uživa arašide ali arašidovo maslo, orehe, mandlji. Zanimivo si lahko tukaj zapomnite, da so orehi zelo podobni možganom. Bučna semena vsebujejo veliko antioksidantov, cink, magnezij, baker, železo ter tudi druga hranila. Magnezij je esencialen za učenje in spomin. Nižje ravni so povezane z nevrološkimi boleznimi, kot so migrene in depresija. Prav tako pa je magnezij ključen tudi za druge predele telesa. Predvsem pomaga pri mišičnih krčih po vadbi ali med menstruacijo. Pomembno je tudi železo, saj je pomanjkanje železa povezano s slabšo možgansko funkcijo. Jajca so izjemno bogata z velikim naborom hranil, vključno z vitaminoma B6 in B12, ter holinom in selenom, ki so vsi pomembni za delovanje možganov. Selen igra vlogo pri koordinaciji, spominu, razumevanju in motoriki. Holin je potreben za razvoj možganov in za produkcijo živčnega prenašalca acetilholina. Acetilholin pa je pomemben za shranjevanje spomina in za mišične funkcije. Vitamin B12 prav tako igra pomembno vlogo pri nevrološkem zdravju in njegove nizke ravni lahko poslabšajo možgansko funkcijo. Poleg vsega jajca vsebujejo še lutein, ki je bil povezan z izboljševanjem vidne in miselne funkcije. Za doseganje vseh pozitivnih učinkov je potrebno zaužiti celo jajce, ne samo beljaka, saj je rumenjak med najbolj skoncentriranimi viri holina. Omega-3 so esencialne maščobne kisline, ki igrajo pomembno vlogo pri zdravju možganov. Nahajajo se v mastnih ribah, ki so poleg tega še dobri viri vitamina B12 in selena. Omega-3 možgani uporabijo, da gradijo možganske in živčne celice in so zato nujni za učenje in spomin. Nezadostno uživanje omega-3 pa je povezano z učnimi okvarami in depresijo. Študija 76 Japoncev je dokazala, da je višji vnos rib povezan z boljšim spominom in zdravjem možganov. Uživanje rib je povezano tudi z upočasnjenim miselnim upadom, kar igra še posebej pomembno vlogo, ko se staramo. Ljudje, ki redno uživajo ribe, imajo več sive živine v možganih. V njej pa se nahaja večina celic, ki kontrolirajo sprejemanje odločitev, spomin in čustva. Sedaj pa prehajamo še na zelo sladke stvari. Temna čokolada in izdelki s kakavom. To, recimo kakao,
ima med vsemi živili najvišjo vsebnost flavonoidov, ki imajo, kot že omenjeno, pozitiven učinek na zdravje možganov. Študija, ki je preučevala pitje različnih količin kakava, je pokazala, da so se tisti, ki so ga pili, na testih bolje odrezali. Imeli pa so tudi izboljšano občutljivost na inzulin. Inzulin je hormon, ki pomaga pri prenosu sladkorja iz krvi v celice, kjer ga lahko uporabimo za energijo. Kadar se to ne zgodi, ostajajo nivoji krvnega sladkorja previsoki, kar pa ima lahko številne posledice. Med njimi je tudi sladkorna bolezen. Druge študije so pokazale, da pitje kakava izboljša duševno utrujenost, spomin in reakcijski čas pri miselnih nalogah. Flavonoidi lahko prečkajo delno prepustno membrano, ki varuje možgane, in direktno vplivajo na dele možganov, ki nadzorujejo spomin in pozornost. Naslednje živilo je kurkuma. Kurkuma ima protivnetno delovanje, skrbi za zdrav imunski sistem, lahko poveča vnos kisika v možgane in tako povečuje pozornost. Kurkumin, aktivna sestavina v kurkumi, lahko prečka krvno-možgansko pregrado in direktno vstopi v možgane, ter s tem pozitivno deluje na celice. Dokazan za izboljševanje spomina pri Alzheimerjevi bolezni, povečuje raven serotonina in dopamina, drugače imenovana tudi hormona sreče. Pomembno je, da se kurkuma resnično absorbira v telo, kar lahko izjemno izboljšamo tako, da ji dodamo črni poper. Črni poper absorpcijo kurkume poveča tudi do 2000%. Kot zadnji živili pa sta na vrsti še zeleni čaj in kava. Predstavljata boljšo alternativo energijskih napitkov, saj poskrbita za energijski boost, vsebujeta pa tudi antioksidante. Kofein, ki se nahaja v kavi, čokoladi in nekaterih zdravilih, poveča budnost, saj blokira adenozin, kemijski prinašalec, zaradi katerega smo utrujeni. Kofein spodbudi tudi serotonin, zato se boljše počutimo. Študija je pokazala, da so bili tisti, ki so spili veliko skodelico kave zjutraj in manjše količine kave čez dan, bolj učinkoviti pri nalogah, ki so od njih zahtevale koncentracijo. Kofein naj bi tudi povečal našo kapaciteto za procesiranje informacij, saj poveča dvig možganske entropije. Tako lahko naši možgani obdelajo hkrati več informacij. Vendar pa so učinki kratkotrajni in če pretiravamo, nam kofein lahko povzroči občutek neugodja in tresenja. Boljša izbira bi potem bil zeleni čaj, saj vsebuje še teanin. Teanin lahko prečka krvno-možgansko pregrado in poveča aktivnost živčnega prenašalca GABA. Le-ta pomaga zmanjšati nervozo, naredi nas bolj sproščene, vendar brez občutka utrujenosti. Študija je pokazala, da nas pomaga sprostiti zato, ker preprečuje stimulativne učinke kofeina. Prav tako so dokazali, da izboljšuje spomin. Vsa navedena živila je seveda potrebno uživati zmerno, saj lahko kalorično prezahtevni obroki ovirajo koncentracijo. Uravnoteženi obroki, zadostna količina spanca, hidracija, telovadba in meditiranje so recept ne le za uspešno delovanje možganov, temveč celega telesa. Najlepša hvala za vašo pozornost.